Za grožnje sem izvedela od sovrstnikov, ker so se pogovarjali o tem v šoli. Pri oddelčni skupnosti, ki je v resnici samo razredna ura, smo se pogovorili o teh grožnjah. So nas s tem pomirili, kar mislim, da je bilo dobro, da nismo vsi bili pod stresom. Bolj zaupam informacijam učiteljem kot vsemu ostalemu, zato ker vseeno nisem videla tega na spletu in sama ne vem, kako je bilo v resnici. In malo sem zaskrbljen bil, ampak zdaj imam malo manjše skrbi. Nekateri učenci so govorili tudi starši, šola pa je sprejela ukrepe za izboljšanje varnosti. Zaradi teh groženj so od 8:20 so na naši šoli že zaprti vsi hodi. Če hočemo iti ven iz šole, uporabljamo zasilni shod, ki se zapira od zunaj. V redu mi je, da je šola poskrbela za našo varnost, saj se zdaj bolj varno počutim. S tem se nisem preveč obremenjeval, ampak samo zdelo se mi je, da smo zdaj v šoli bolj zaprti, kot smo bili drugače. V našem razredu jih manjka 5. Nekatere verjamem, da skrbi za to, kaj se pač danes dogaja. Nekatere tudi zaradi testa, ki ga pišemo, verjetno manjkajo. Da, smo v razredu vsi. V sosednjem razredu pa jih je samo 9, manjka jih pa 11. Zaradi tega so odpovedali tudi 2 dneva dejavnosti. So se odločili, da jih bodo potem prestavili na en drug datum. Po eni strani sem tako malo prestrašena vseeno, ker ne vem, če se bo kaj zgodilo. Mi je pa všeč, da so nam test prestavili. Največ me je potolažilo to, da tehnično ni bila nobena šola, ki je bila točno izpostavljena. V Sloveniji je okoli 450 osnovnih šol. Na nekaterih so ukrepali podobno kot na osnovni šoli Kidričevo, ponekod pa so se odločili drugače in ni bilo posebnosti. Po svojem sploh ne vemo, če so bile te grožnje resnične ali samo nekdo, ki je to za finto napisal. Mislim, da ljudje dostikrat pišejo brez da premislijo in bolj so posledično njihove objave brezpametne. Izkazalo se je, da je bila vse skupaj laž, ki pa je vznemirila številne. In to sploh ni bila edina neprimerna objava. V zadnjem letu pa so jih policisti obravnavali več 10. Največkrat se je izkazalo, da je šlo za norčevanje med vrstniki, ker ima vse, kar napišemo na splet, posledice tudi v analognem življenju, pa še tale zgled. Previdna sem pri tem, da nisem nesramna, pa da ne pišem neprimernih stvari.